Dobro jutro na novi nepremičninski kavici. Sreda je in ura je 9. Teda vsem skupaj en lep pozdrav, sem Mojca Žižek Mesarec in danes bomo govorili o eni prav posebni temi spet, in sicer na kaj paziti, ko prodajamo samo nepremičnino. Torej, govorili bomo o pasteh pri prodaji nepremičnine. Zdaj pa kot vsako sredo bomo začeli z žrebanjem, in sicer vsi, ki ste prejšnjič komentirali, delili našo nepremičninsko kavico in jo seveda tudi delili v storijih, smo seveda vse listke izpisali in bomo kot vsako sredo podarili eno našo nagrado. Pa kar začnimo. Poglejmo. Luka Ravnjak. Luka, čestitke, oglasi se nam Luka v zasebno sporočilo, nam pusti svoj naslov in nagradico ti bomo poslali po pošti. Teda, kar pogumno se nam javi. Teda tudi tokrat vsi tisti, ki boste seveda na naši nepremičninski kavici sodelovali z komentarji, mogoče tudi delili v storiju ali pa mogoče kar med prijatelje nepremičninsko kavico, bomo potem izžrebali nagrajence. Dobro jutro, vidim, da se že pridno nabiramo. Dobro jutro Zdenka, dobro jutro Simoneta. Tako da bom vas vse skupaj še enkrat lepo pozdravila. Torej, pozdravljeni v novi nepremičninski kavici. Sem Mojca in danes bomo govorili o pasteh pri prodaji nepremičnine. Zadnjič smo govorili na nepremičninski kavici o pasteh pri nakupu nepremičnine. To je ena taka tema, bom rekla, za katero je normalno, da če kupimo nepremičnino, lahko naletimo na določene pasti. Dostikrat pa, ko seveda prodajamo samo nepremičnino, ko smo v vlogi prodajalca, sploh ne pomislimo, da lahko naletimo na kakšno past. Kaj mislijo ponavadi prodajalci? Pa zdaj bom to nepremičnino prodal, dobil cash na račun in to je to. Ne. Tudi tukaj se lahko kot prodajalci res hudo opečete in bi vseeno danes mogoče izpostavila 7 točk, na katere bodite kot prodajalci pazljivi, ko prodajate svojo nepremičnino. Točke sem si napisala. Prva točka je prenizko ali previsoko nastavljena cena. Seveda je razumljivo, če imamo prenizko nastavljeno ceno, lahko ostanemo brez 10 tisoč, 15 tisoč, 20 tisoč evrov. Zakaj? Zaradi tega, ker ponavadi prodajalci ne poznajo trga nepremičnin, ne poznajo seveda tudi, kakšne so bile oglaševane in realizirane cene zadnjih par mesecev in posledično potem lahko nastavijo prenizko prodajno ceno. Tako da pri prodaji dajte se tukaj posvetovati s strokovnjakom, ki vam bo seveda tudi pravilno nastavil samo prodajno ceno. Kaj pa v primeru, ko imamo mi previsoko nastavljeno ceno? Takrat pa seveda se zgodi kaj? Nepremičnino mi prodajamo in se enostavno ne zgodi nič. Naša nepremičnina je na portalih že nekaj mesecev, pride pa trenutek, ko pa se nam mudi, recimo, da smo vezani na prodajo oziroma na nakup druge nepremičnine in moramo tisto nepremičnino že tudi plačati. Ko se nam začne muditi, pa začnemo spuščati ceno. In takrat lahko seveda ceno spustimo tudi do te točke, ko je pod samo ceno na trgu, sama nepremičnina, samo zaradi tega, ker se nam je mudilo. Teda ni dobro, da imamo previsoko nastavljeno ceno in ni dobro, da imamo prenizko nastavljeno ceno.
Zato res priporočam, da ko nastavljate cene za samo nepremičnino, dajte se z nekom posvetovati, ki vam bo lahko nekako določil, kakšna je trenutna tržna cena same nepremičnine, da ne boste zgubljali po nepotrebnem par tisoč evrov. Druga točka je neizkušenost pri pogajanjih. Dostikrat vidim, da stranke rečejo, jaz bi rad mogoče dobil recimo 45 000 evrov, pride prvi kupec, recimo da je nastavljena cena 52 000, pride prvi kupec, reče, jaz imam gotovino, tu je 44 000 evrov. Ponavadi prodajalci rečejo, v redu, vzamem. In tukaj je seveda vedno ena taka zadeva, ko se vprašaš, je dobro mogoče, da sem prodal prvemu kupcu, ker pravijo, da je prvi kupec zlat kupec. Ampak kot sami prodajalci se morate naučiti tudi pogajati, torej dati proti ponudbo. Teda moram reči, da zakaj so mogoče dobri nepremičninski agenti, ker se znamo pogajati, ker vidimo, ko si stranka nekaj želi, da lahko izborimo mogoče par tisoč evrov več, prodajalci pa ponavadi samo rečejo, ok. Teda, tukaj res priporočam, da imejte neke pogajalske sposobnosti ali pa najamite nekoga, ki je seveda z nekimi pogajalskimi sposobnostmi najboljše, da kar nepremičninskega posrednika ali pa mogoče kar mene, no. Ampak res vam polagam roko na srce, pogajati se je treba za samim kupcem in ne na prvo žogo spustiti cene, ker lahko seveda posledično ostanete brez par tisoč evrov. Točka 3. Stroški, davki. Tudi nepoznavanje stroškov in davkov je lahko ena past pri sami prodaji nepremičnine. Zakaj? Prodajalci vsi ne vejo, kakšni so davki in stroški, velikokrat ne vejo sploh za kapitalski dobiček in tukaj res vam svetujem, da dajte prvo pregledati, kakšne stroške in davke imate pri sami prodaji. Ker če vi ne veste, da morate še plačati 27,5% na razliko med pridobljeno in prodajno vrednostjo, ste lahko izgubili tukaj še 3, 10 ali 15 000 evrov. Vem, da se mogoče sliši nemogoče, ampak dostikrat stranke, ki začnejo prodajati nepremičnino, sploh ne vejo za davek na promet nepremičnin in koliko znaša ta davek na promet nepremičnin. Velikokrat slišim, da mi rečejo stranke, jaz kupujem drugo nepremičnino, ki je za bivanje moje in to pomeni, da ne rabim plačati davka na promet. Ne, to ni res. Davek na promet je treba v vsakem primeru plačati. Tako da to nepoznavanje stroškov in davkov je tudi lahko ena velika past pri prodaji same nepremičnine. In dajte se pred tem seveda podučiti, kakšne davke in stroške pri sami prodaji tudi imate. Točka 4. Prodajna pogodba. Pri prodajni pogodbi je seveda potrebno ne samo pazljivost, ampak kaj je recimo ena taka napaka, ki jo v prodajni pogodbi dostikrat delajo prodajalci, da čas za primopredajo ne nastavijo pravilno. Posledično lahko ostanete za nekaj časa brez doma, ne. In potrebno je tudi v samo pogodbo specificirati vse dogovore. Če ste vi napisali, da notri ostane vsa oprema, bo kupec tudi pričakoval, da bo notri vsa oprema, ne. Vi pa ste recimo razmišljali, da bi gospodinjske aparate odnesli iz kuhinje, mogoče v spalnici posteljo in te zadeve. Teda dajte res dobro prodajno pogodbo specificirati čisto vse dogovore, ki jih imate z samim kupcem. In da ne pozabim, pri raznoraznih prodajnih pogodbah se zgodi, da jih prodajalci, ko jih overijo prodajne pogodbe, kar dajo kupcem, brez da plačajo kupnino.
pazite, overjene pogodbe ne smete predati kupcu, preden le-ta ne plača kupnine, ali pa da je recimo prodajna pogodba nekje deponirana, v primeru, če ima kupec hipotekarni kredit. Recimo, kako mi to delamo v praksi, prodajna pogodba, ko pride iz davčne uprave, gre vedno k notarju, kjer potem pride prodajalec na overitev in potem ta prodajna pogodba ostane kar pri notarju do plačila celotne kupnine. Zdaj, v primeru, ko imajo stranke hipotekarni kredit, pa potem banke delajo ta narok pri tej notarki. Da moramo res vedno paziti za to prodajno pogodbo, da ne boste ostali, recimo, da ste se dogovorili za plačilo kupnine v 3 delih. Prvi del ste dobili plačan, drugi del ste dobili plačan, tretji del še 10 000 evrov, ker kupec že ima prodajno overjeno pogodbo, se bo vpisal v zemljiško knjigo, vi boste pa ostali brez zadnjega dela kupnine. Tako da res pazite na samo prodajno pogodbo in naj bo prodajna pogodba tudi dobro napisana. Naj jo napiše nekdo, ki se seveda s tem ukvarja, notar, odvetnik ali dajte nepremičninski družbi. Tako da, naslednja točka, številka 5, izbor najcenejše nepremičninske družbe. Tukaj bom rekla, da v praksi velikokrat vidim, ko se s strankami pogovarjam, pa hitro vedno vpraša, koliko pa imate vi provizijo? Pa jih jaz vprašam, koliko pa vi želite dobiti na TRR? In dajmo tukaj si nekako naliti čistega vina. Ni najcenejša nepremičninska agencija najboljša nepremičninska agencija. Zdaj, če se strinjate z mano, dajte to napisati spodaj v komentar. Zato, ker tisti, ki je res dober, seveda ne bo delal za, ne bom rekla, mali denar, ampak tudi nekako zna ceniti svoje znanje in ve, kaj lahko naredi. Torej, se zna boljše spogajati, verjetno, po vsej verjetnosti za par tisoč evrov, svetoval vam bo okrog samih davkov, tudi tukaj lahko prihranite par tisoč evrov. Vidim, da me včasih kliče katera stranka, ko kje druge proda, ker jim enostavno posla, kar se tiče davčne uprave, ne izpeljejo, ker to seveda ni bilo vključeno v samo ceno oziroma nagrado za uspešno upravljeno delo. Tako da pazite, dajte pogledati reference nepremičninskih družb in se potem preverite pri sosedih, prijateljih, preko koga so nazadnje prodali in koga priporočajo, ter na podlagi potem seveda svoje intuicije izberite tistega najboljšega za vas, seveda. 6. točka. Tukaj pa mogoče bi res dala eno točko, na katero tudi dostikrat stranke ne pomislijo, neusklajenost z drugim nakupom. Kaj to pomeni? Če vi kupujete nepremičnino, recimo, da se selite v hišo, zdaj ste ravno prodali stanovanje. Lahko ostanete hitro brez denarja in na cesti, brez doma. Zato, ker morate enostavno uskladiti, če greste iz stanovanja 1.3., pa greste v hišo 1.5., kaj to pomeni? Kje boste 2 meseca? Teda razmislite o tem in res uskladite, da boste točno imeli, se selim in grem tja. Tu dostikrat pozabijo stranke, ne? In tudi roke za kupnino, takrat moram plačati drugi del kupnine za hišo. Kje ga bom dobil? Mi bojo za to nepremičnino, ki jo prodajam, že takrat plačali. Teda pazite, da ne boste ostali na koncu na cesti in pa še brez denarja. Tako da uskladite seveda z nakupom naslednje nepremičnine. 7. točka, prepisi. Prepisi so čisto normalni, seveda, da gremo na primopredajo in popišemo števce. Ampak tukaj je potrebno paziti, da seveda te primopredajne zapisnike pošljemo naprej in tudi paziti, da bo kupec podpisal samo, recimo, pogodbo za elektriko. Dostikrat pozabijo kupci podpisati
in potem posledično še prodajalec dobiva par mesecev položnice za elektriko in dajte to urediti čim prej. Če nam tega ne naredi nepremičninska družba oziroma če prodajate sami, potem najboljše, da stopite kar s kupcem en dan, pa vse skupaj lepo uredite. Imamo še pa tukaj eno past pri samih prepisih in sicer RTV in stavbno zemljišče. Če ste vi stavbno zemljišče plačali za celo leto, selite pa se junija, potem seveda stavbnega zemljišča za pol leta vam davčna uprava ne bo nakazala nazaj na TRR, ker se v bistvu oni sklicujejo na to, da ko so izdali odločbo, se bi vi mogli v tistem času, ki je za pritožbo, tudi pritožiti. Če ste vi ponavadi dobijo ljudje seveda prej odločbe za stavbno zemljišče, dobili, boste to mogli plačati, lahko se pa seveda z samim kupcem dogovorite, da on seveda te položnice za naprej potem tudi plača. Potem pa RTV. RTV je res ena taka zanimiva zadeva, zato ker z njimi se ponavadi prodajalci znajo kar par mesecev usklajevati, kaj bo z tem priključkom, ali pa tudi par let. Mi imamo stranko, ki smo ji prodajali 2019, prodali smo ji stanovanje in ta stranka se je selila v hišo, kjer že živi babica, ki že plačuje RTV prispevek. In kaj se dogaja zdaj, konec leta 2021, še vedno stranka ni uredila RTV-ja in ne boste verjeli, zdaj pač na istem naslovu, kjer je eno odjemno mesto za elektriko in v bistvu en RTV kabel, plačujejo 2 RTV priključka, ker enostavno RTV grozi, da bo dal stranko v izvršbo in ne vem kaj vse, če ne bo plačevala tega RTV priključka. Teda tukaj res svetujem previdnost, kako se boste lotili odjave RTV-ja, če ne greste na novo lokacijo. Vem, da se sliši mogoče malo nemogoče, ampak res take zadeve se dogajajo v praksi. Teda, to je to, kar se tiče pasti pri prodaji same nepremičnine. Zdaj vesela in hvaležna bom, če mi spodaj v komentar napišete, vsi tisti, ki gledate v živo, če ste tukaj v živo in kaj delate, pijete kavico ali čaj, da bom videla, da ste bili aktivni. Tisti, ki pa gledate v posnetku, pa napišite spodaj posnetek. Jaz upam, da so vam bili ti nasveti koristni. Dajte to deliti med svoje prijatelje, mogoče bo kakšna informacija seveda prišla tudi komu drugemu prav. Če imate kakšen nepremičninski izziv, vas jaz zdaj izzivam, da spodaj napišete, lahko mi tudi napišete zasebno, pa ga bomo seveda rešili. Teda, to je to, kar se tiče današnje nepremičninske kavice. Jaz vam želim čudovit dan, imejte se radi in to je to. Čau!